Dober dan, drage poslušalke, poslušalci. Želite vstopiti v leto 2025 z novo energijo, odpustiti staro in kreirati novo? To nas danes sprašuje, oziroma pravzaprav mi sprašujemo vas, gospa Šana Flogi. Dobrodošli v etru Radia Robin na skoraj že prazničnih frekvencah. Advent je pred nami in ta vedno prinaša nekaj novega, če se nanj prav in dobro pripravimo. Najprej dober dan. Dober dan in najlepša hvala za povabilo. Se pravi, zakaj je advent tako pomemben čas v letu? Zakaj je to čas, na katerega se je potrebno pripraviti? Advent je pravzaprav neke vrste tradicija priprave na odpuščanje starega in seveda kreiranje novega leta. Tako da vsako leto se seveda advent skozi 4 tedne tudi, bom rekla, pravilno nekako pripravlja oziroma sidra energije glede na elemente. 4 elementi so potem povezani z 4 nivoji zavesti, kar pomeni, da mi skratka na vsakem nivoju, se pravi tako čustveno, mentalnem, fizičnem in duhovnem, nekako pripravimo svoje telo kot posodo, da se potem te energije ob solsticiju in pa potem na božični večer in pa potem božično ujutro nekako razpršijo oziroma nekako pripravijo na ta del kreacije novega leta. Pa adventu nasplošno posvečamo premalo pozornosti. Seveda ni dovolj, da prižgemo samo prvo od 4 svečk na adventnem venčku, kaj ne? Jaz menim, da vsi mi, a ne tudi vsi poslušalci, ki naj danes poslušajo in so z nama, imamo neke rituale, a ne, se pravi prižiganje svečk, pa potem krašenje, pa druženje, ne, ampak nekako tudi to druženje se zdaj nekje v zadnjih obdobjih oziroma letih sprevrže potem v neko pijančevanje, novo neko praznovanje, a ne, ampak pravzaprav je ta čas adventa posvetitev, se pravi prihod teh svetih posebnih energij in je pravzaprav čas posvečen sebi. Se pravi, da bi tukaj v tem času pravzaprav se mogli obrniti vase, preživljati čas. Če pa ni časa za doma, preživljati čas doma, se pravi nekako bolj biti v tem nekem notranjem intimnem delu in nekako bolj posvetiti ta del notranji kontemplaciji, nekako bilanci, kaj želimo opustiti in tako. Ravno pohecala sem se, če pa ni časa za vse. Zakaj? Zato, ker ponavadi konec leta radi izkoristimo za vse tisto, za kar nam je sicer med letom zmanjkovalo časa. Tudi za druženje s prijatelji, tudi za obisk raznih takšnih in drugačnih koncertov in vsega ostalega. Vi pa pravite, da bi vendarle morali posvetiti več časa svoji notranjosti, sami sebi, narediti morda nek obračun, neko bilanco leta? Ja, in v bistvu ta bilanca leta to ne pomeni, da se moramo zapreti doma, pa samo, ne vem, prižigati sveče in ne vem, posvečati recimo čas nekim posvetnim zadevam, a ne? Ampak bolj v bistvu gre za tisto, kar rečemo stik s sabo, a ne? Stik recimo s tem, kaj v bistvu se želim, ne vem, oprostiti, kje želim v bistvu določene stvari prepustiti, mogoče tudi temu, da pač odnese neke stvari to leto, ki se nekako poslavlja, ne? Po drugi strani je pa to tisto, kar rečeš, zavestna prisotnost, tudi sidranje temu, čemu mi pravzaprav namenimo pozornost, a ne? Tako da jaz pravim, da tudi druženje je dobrodošlo, a ne? Ampak ne tisto, ko rečemo, da potem sploh nismo prisotni in to je tista prednovoletna nakupovalna mrzlica, ne? Ko ljudje, bom rekla, brez glavo, ko norijo in potem kupujejo in to, ampak da je to res vse zavestno, ne? Tudi recimo, ko bomo zavestno, ko bomo mečkam povedali v nadaljevanju o sami simbolika, kako je pomembno, da mi zavestno vemo, zakaj je tisti venček na mizi, zakaj recimo krasimo božično drevo, kaj je tista simbolika v ozadju. In jaz pravim, če vse delamo potem z neko namero, z namenom, je potem tudi ta energija, tisto, kar rečemo, pravilno sidrana oziroma pripeljana v naš dom. Če bi morali dati za ta adventni čas sam napotek nam vsem, bi se Šana glasil, kako razen tega, da nas vabite, naj se udeležimo enega od vaših seminarjev, vendar kaj je tisto, mimo česar ne smemo? Predvsem to, da začnemo biti zavestno prisotni. Se pravi, da vse, kar delamo, da ne delamo na avtopilotu, a ne? In tudi recimo to praznovanje adventa, ki je pravzaprav prihod nekega
novega obdobja, da je to res zavestno, ne? In tudi, da gremo v ta del bilance odpuščanja zavestno in tudi potem tisto, kar želimo dati v ta cikl kreacije novega, da damo res zavestno namero. Vi pravite, da je to čas posvečenega povezovanja s seboj. Se pravi, da imamo še več uspeha, če se znamo morda tudi postaviti na pravo mesto? Vsekakor, vse, kar delamo zavestni, prisotni, skozi namero, je, bom rekla, tudi realizacija oziroma posledica tistega, kar smo si pač zastavili. Ker če mi delamo vse pač, ker to delamo nekaj rutinskega, ali pa rečemo na avtopilotu, seveda nismo prisotni, pač sledimo nekemu toku, in se v bistvu prepuščamo v smislu, da ne prevzemamo odgovornosti. S tem, ko mi poznamo te zakonitosti in mogoče potem še, bom rekla, uporabimo ta val energij, ki nas podpirajo v tem času, je pa to tisto, ko rečemo zavestno kreiranje. Pa nas podpirajo energije v tem času, beremo o nekem retrogradnem Merkurju in izzivu v odnosih, se pravi, koliko smo v resnici podprti? Vsekakor smo podprti, ker retrogradni Merkur pravzaprav nas, vsaka faza retrogradnega planeta nas v bistvu daje, se pravi, odpira pot navznoter. In to pomeni, da to je ta notranja komunikacija, notranje povezovanje, notranji svetovi. In tukaj, bom rekla, je podprto. Seveda so potem izzivi, kot recimo sem že omenila, kar se odnosov tiče, ker mogoče kakšne stvari ne skomuniciramo tako, kot smo želeli, ali pa morda imamo občutek, da nismo slišani, ali pa mogoče so potem kakšne tehnične zadeve, izzivi, ne vem, odpoved nekih poti, ali pa recimo zamude, ali pa potem ne dela tehnika, nekaj se pokvari. To je vse, bom rekla, faza nekega preverjanja, kaj je potrebno iz našega življenja dati stran. Ampak morda, ker sva pri odnosih, pravite, da je dobro, da se v tem adventnem času vprašamo, kako smo zadovoljni sami s seboj. Absolutno, ker vsaka notranje zadovoljstvo je pravzaprav potem zrcalna slika našega odnosa. Tudi odnosa do sebe in do drugih. Tako. Ker jaz pravim, če si ti srečen, če imaš ti rad sebe, potem se to reflektira lahko skozi odnos. Sicer bom rekla, stalno delaš projekcijo, da si lahko srečen, če si v odnosu, da če je partner, če je služba, če imaš potem neke finance, ampak to ni sreča. Se pravi, sreča je ta izvira iz nas samih in pravzaprav nas ta čas, pravzaprav skozi povezovanje s sabo, postavlja seveda tudi na pot, ko si zastavljamo vprašanje, ali sem srečen, izpolnjen oziroma kaj lahko še v življenju zase naredim. In kot pravite, če se znamo veseliti vsega tega, kar imamo in kar nas osrečuje, kaj ne? Tako je. Takrat v bistvu lahko potem tudi kreiramo svoje življenje in pa svoje odnose nekako bolj izpolnjene, bolj harmonične in seveda tudi s tem sami v bistvu cvetimo. Prejle sem ostala pri vprašanju, ki naj bi si ga postavil vsak sam, kakšen je naš odnos do drugih ljudi. Pravzaprav je to tisto, na kar opozarjate. Zakaj? Jaz menim, da odnos do drugih je lahko samo na podlagi tega, kakšen odnos imamo do sebe. In to pomeni, če za sebe skrbiš, si prijazen, čuječ, potem tudi lahko to lastnost nekako prenašaš skozi odnose naprej. In zato je pomembno, da recimo se ob koncu leta nekako tudi obrnemo k sebi in sebe izprašamo, ali sem dovolj naredil ne samo zase, ampak tudi za druge. Kaj v bistvu lahko še doprinesem skozi odnose, skozi katere lahko potem kreiramo boljši svet, boljše relacije in tako naprej. Čeprav je to čas lastne teme, kot tudi pišete. Definitivno, ker tudi recimo ta čas adventa je pravzaprav po koncu jeseni, ki je jesen, bom rekla, neka simbolika umiranja, se pravi tudi narava takrat nekako umre, se pripravi na počitek, na spanje in je na nek način tisto, ko rečemo, da se vse luči ugasnejo, tudi recimo dan se krajša, vedno manj je svetlobe, vedno več v bistvu moramo prižigati luči že fizično, da pač vidimo, je to tudi seveda ta simbolika, da se seveda, ko se bolj umirimo k sebi, seveda tudi lahko pridejo neke
temne zadeve ven, mogoče neki demončki se prebudijo in seveda skozi to simboliko lahko osvetlimo neke svoje temne plati. In če se malo pošalim, zato je tako pomembno, da prižigamo ob nedeljah svetlobo, svečke, ki pravzaprav pomagajo prebroditi tudi te temnejše dni, če rečem takole? Zdaj sama simbolika prižiganja svečka, vsi recimo poznamo adventne namizne venčke, ki je potem simbolika 4 svečk ali pa recimo samo 4 svečke, ki se prižigajo potem znova in znova vsak teden. In sicer seveda so povezane tudi z simboliko. Prva svečka simbolizira mir, druga svečka simbolizira ljubezen, tretja svečka, ko prižgemo, simbolizira mir oziroma upanje, oziroma vero in zadnja kot upanje. In to so v bistvu nekako 4 temeljne vrednote, tako za nas, kot recimo za svet, ko nekako zavestno damo to namero, ko prižgemo, se pravi, da v bistvu mi pravzaprav prižgemo luč v simboličnem pomenu, a ne temu, da začnemo mogoče tudi več tega nekako vnašati v svoje življenje, v svoje okolje. Tako da vsaka svečka, vsak teden, vsako nedeljo, ko prižgemo pravzaprav nekemu ciklu osveščanju, se pravi nekemu nivoju zavesti, ko rečemo, evo, zdaj bomo pa vsak teden zelo zavestno prisotni, kaj pravzaprav želimo skreirati oziroma pozdraviti v naših življenjih. Se pravi, advent nas vodi so to simboliko do božično-novoletnih praznikov in prav Božič je tisti, ki prinaša z razno raznimi našimi dejanji še več simboličnega pomena v naša življenja. Zdaj sama simbolika, ne glede na to, ko smo že v bistvu poudarili in povedali, ne glede na veroizpoved, bi v bistvu zdaj skozi to zgodbo, ki je pač v tem času in prostoru, v katerem smo, nam je v bistvu vsem nekako smo zrasli oziroma blizu ta krščanska izpoved, ki je pač, prihod Jezusa oziroma odrešenika kot tradicija, se pravi rojstvo Boga. Ampak tukaj bi mogoče jaz povedala nekako simboliko, kaj dejansko ta simbolika predstavlja, ne glede na to zdaj, da pač damo to krščansko simboliko stran, je pravzaprav čas, se pravi prihoda, se pravi je povezana z ozvezdjem Oriona. Orion je, pravzaprav so 3 zvezde, to so tudi potem v nadaljevanju skozi zgodbo v Bibliji, 3 sveti kralji, so v bistvu to zvezde Orionov pas, ki v bistvu vzhajajo na vzhodu. In seveda ta Orionov pas na 24. decembra, pravzaprav ob polnoči, se ko pač posvetijo, se postavijo kot navpično črto in ta zgornja zvezda pravzaprav kaže na kraljevsko zvezdo Sirius. In Sirius je v bistvu pravzaprav tista zvezda, ki je potem ob vzhodu, se pravi ob jutranjih zgodnjih urah, se ta potem poravna z ozvezdjem Device. In tukaj imamo potem to rojstvo, brezmadežno spočetje, Devica Marija in tako naprej, je v bistvu ozvezdje Device. In na istem mestu potem zjutraj, 25. vzide sonce. In to je pravzaprav zdaj celotna simbolika tega rojstva Jezusa, pa sveti 3 kralje, pa tako naprej, ampak je v bistvu pravzaprav to čist zgodba iz tega, kar rečemo, planetarnega vidika, kako je v bistvu pravzaprav potem skozi to rojstvo sonca, kot v bistvu naše zavesti, ego zavesti, skozi brezmadežno spočetje ozvezdje Device in pa potem, se pravi, rojstvo kot Boga in pa vseh odrešenikov potem naprej v življenju. Simbolika in ozadje praznovanja adventa, božiča, venčki, lučke, prižiganje sveč, krašenje božičnega drevesca, pa božična zvezda, peka piškotov, vse to ima pomembno simboliko, pravite. Tako je. Zdaj povedali smo recimo prižiganje svečk, ima pač svojo simboliko, čemu prižigamo luč, potem prižiganje luči, svečk, tudi recimo priprava jaslic, je tudi, bom rekla, nekako posvetitev vse te zgodbe, ki smo jo v prejšnjem delu nekako povedali. Seveda božično drevo je nekaj, kar
ne sme manjkati v naših domovih ob koncu leta. In sama simbolika, ne, seveda je jelka kot zimzelen, kot v bistvu neka večnost, neminljivost, ne, ker v bistvu ona, vsa druga drevesa, listavci, se pravi, pustijo liste, a ne, ona nekako ohranja in se zdi, da je takrat v tem času še bolj mogočna, se pravi, tista, ki je tudi izjemno visoka in je v bistvu samo simboliko najbližje zvezdam. In tudi ta zvezda, ki sem prej povedala, ne, poravnava Orionovega pasu, ki se potem poravna za zvezdo Sirius, je pravzaprav ta zvezda, Egipčani so jo poimenovali Sobdet, krščanska veroizpoved je potem to poimenovala kot Betlehemska zvezda in pravzaprav se ta zvezda potem znajde na našem božičnem drevesu kot tista najvišja oziroma k čemur pač nekako stremimo kot izvor vsega, se pravi, to je tisto, kar rečemo božansko. Kaj pa, če tega ne spoštujemo, če tega ne počnemo, zakaj smo prikrajšani? Jaz bi tako rekla za nič, jaz pravim, da je to pač še vedno vse, kar delajo, bo pač zavestno in prisotni, je to tisto, čemur bom rekla, lahko potem tudi v samem življenju nekako imamo neke boljše rezultate. Zdaj to ne pomeni, da če pač mi ne bomo zdaj imeli božičnega drevesa, da bomo zaradi tega, ne vem, karkoli narobe naredili. Ampak če pa že delamo, je pa dobro, da saj poznamo simboliko. Tudi ne nazadnje, če drugega ne vplivamo na naše počutje, na to, da smo mogoče skupaj z družinskimi člani, da ustvarimo več tega, pa čeprav navideznega prazničnega vzdušja, ker ravno v teh dneh se marsikdo sooča še več osamljenosti, če greva skozi praznike, pa vendar so to drobni triki, ki nam pomagajo ostati, kaj pa vem, nekoliko bolj zadovoljni in srečni. Mi s temi simboli nekako počastimo ali pa mogoče prebudimo, obudimo neko tradicijo, ki je, bom rekla, tisto, kar rečemo, to je na temu celičnemu nivoju, se pravi nek spomin. In že recimo božično drevo pravzaprav simbolično pooseblja ali pa poustvarja, se pravi to drevo raja, rajsko drevo. In tudi krogle, se pravi te bučke, ki jih dajemo na božično drevo. To so v bistvu nekako bile v samem začetku jabolka, ki so se v bistvu obešala na božično drevo, potem so to postale zdaj kroglice, ki so pač zdaj, ne vem, vsako leto neka moda ali pa kaj je pač tista barva, ki prevladuje. Komerciala mora se pravi, sicer tista izvorna je seveda rdeča. Rdeča kot simbol novega začetka, krvi, rojstva, se pravi tega, se pravi posvetitev večnega življenja, ker seveda je to na drevesu, ki zimzelen predstavlja v bistvu večnost, neskončnost, neminljivost, neumrljivost in enako je potem ta simbolika vseh zimzelenov, kot je recimo bela omela, pa potem zimzelen in tako naprej. Se pravi, tudi svečke na adventu naj bi bile rdeče? Tudi naj bi bile, se pravi, tradicionalno, če zdaj rečemo tisto, kar naj bi, je to rdeča. Tudi recimo pentlje mašance, to je tudi v bistvu simbolika te večne povezanosti, povezovanja, prijateljstva in tako. Tako da ima vsaka stvar seveda neko svojo mesto. Ampak morda samo še to vprašanje, kako ne podleči trendom časa, ker že omenjate, letos je modna ta, lani je bila ta, se pravi, kako ostati zvesti, rečem zdaj malo glede na to, kar ste povedali, naprimer rdeči. Pa mislim, kako ne podleči trendom časa tudi vseh ostalih primerih. Jaz bom tako rekla, da vsaka barva ima pač svoj pomen, tako da jaz sem prepričana in tudi sama nekako sledim temu, da je najbolj pomembno, da prisluhnemo sebi, da damo v bistvu tudi sebi to prosto pot, kaj v tem letu potrebujemo, katero barvo, da nas pač podpre, če se odločamo, da bomo pač, ne vem, vsako leto izbrali neko novo barvo, ker je pač tudi vsaka barva simbolika, bela kot, ne vem, neka čistoča, kot nek nov začetek, kot neko rojstvo, mogoče zelena kot v bistvu posvetitev nekemu zdravljenju, mogoče kot posvetitev nečemu, da nekaj res obrodi v tem letu. Potem recimo zlata kot obilje kreacije in tako naprej. Tako da ima vsaka neko simboliko, ki je seveda lahko nek svoj namen. Tako da je še vedno pravim, da najbolj pomembno je, karkoli bomo zdaj delali ali pa kjerkoli bomo nekako posvetili to pozornost, da smo mi prisotni 100%. In to pomeni tudi
ljubezen gre skozi želodec, a ne. Zato tudi priprava peka piškotov, a ne, peka potice, je to ta tradicija, ki jaz rečem, da nas poveže, a ne. Obložena miza vedno poveže ljudi, družinske člane, ne. To ponavadi delamo ženske, mame, babice, se pravi, ta ženski del, ki v bistvu skrbimo za ognjišče, a ne? In to je tisto, kar rečemo, da hranimo naprej ljudi, svojo družino za svojo ljubeznijo, ko nakuhamo oziroma ko damo to ljubezen v piškote, ko jih v bistvu pripravimo, spečemo. Tako da važno je, da kakršnokoli barvo boste izbrali, da ste res pomembni smo mi, vi, naše čutenje, naša prisotnost. Tako. Božični plan je tisto, česar se s Šano lotevava v nadaljevanju. 12 dni Božiča, 21. december je solstici, ko naj bi bili še bolj zavestno prisotni, in če nam je zakaj zmanjkovalo časa med letom, lahko ta manjko na nek način tudi nadomestimo, pravite, čeprav je to neka potuha, kaj ne? Pa lahko rečemo, da je potuha, ampak jaz rečem, da v tem času, ne, v katerem živimo, v tem res norem času, je to, bom rekla, ena taka fina... Še ena priložnost. Še ena priložnost, ena podpora, opora, ali pa bergla, če rečemo, a ne, da lahko res, bom rekla, preverimo in se res mogoče oprostimo, ali pa mogoče povežemo skozi ta manjko sabo, a ne, in rečemo, ok, to je pa mogoče zdaj zaobljuba meni, kaj želimo v bistvu v prihodnje izboljšati, a ne. In to pomeni, da že 20. decembra, to je dan pred solsticijem, pravzaprav je to dan, ko naj bi pospravili, uredili prostor, se pravi, to pomeni, da stanovanje, dom počistimo, da odmaknemo, zadiha. tako, da zadiha, da pomijemo, odmaknemo, se pravi, neko šaro, a ne, na vlako, in potem 21. Se pravi, 20. potem izobesimo tudi venček na vhodna vrata, tako da jaz sem prepričana, da veliko ljudi to naredi že prej, kar ni nič narobe, ampak potem 20. vseeno ta venček simbolično damo dol in gor, s tem v bistvu naredimo kot neke vrste zaščito za vse nižje energije. Se pravi, dan prej. Tako, dan prej. Da vse nižje energije, ker ob solsticiju seveda se zmanjša oziroma odprejo zvezdna vrata, skozi katera potem vstopajo te univerzalne kozmične energije, ki oplajajo potem zemeljsko-mineralni svet in seveda prinašajo potem te posvečene energije, ko se seveda potem skozi cikl 12 ozvezdij oziroma 12 dni božičnega plana, ki se pravzaprav začne s pisanjem 21.12. do 31. To je pač 12-dnevni plan. Ampak to nam ne vzame veliko časa, ali ne. pač? Jaz sem v bistvu pripravila to tako, da enostavno sem se prilagodila načinu življenja in temu hitremu tempu, da sem v bistvu naredila za vsak dan tudi v pisni obliki, ampak še vedno bom rekla video, vsebino, ki je kratka, 10-15 minut, ko povem tisto bistvo, simboliko, kaj je pomembno, in potem vsak dan pišemo. Ni važno kdaj, se pravi, važno je, da mi s tem pisanjem, odpuščanjem naredimo do polnoči in seveda potem vsak dan, glede na področje, temo, ki je seveda povezana recimo od tega, ne vem, odnosu z mamo, z očetom, partnerjem, družino. Namen tega je, da se vsaj vprašamo, kakšni so ti, na primer, odnosi, kaj je tisto, kar bi morda želeli zapustiti v starem letu in čemu se posvetiti v prihajajočem. To je v bistvu neke vrste tisto, kar rečemo spomnik, a ne, ko rečeš, ok, zdaj na temu področju, kaj pa kle, pa rečeš, aha, tukaj bi pa mogoče rada neke spremembe, ali pa to so neke stvari, ki so še vedno meni težke, ki bi jih rada pač pustila v tem letu. In s tem, ko v bistvu mi sidramo zavestno to energijo, se pravi, ko dajemo svojim mislim obliko skozi pisanje, mi s tem v bistvu manifestiramo in praktično dajemo prostor, da se staro zlije v to posodo starega in se potem ob prehodu v novo leto skozi vnovični cikl 12 dni manifestacije, ki se začne potem od 1. do 12. januarja, pravzaprav zgodi ta namera, kaj želimo potem skreirati v letu, ki prihaja, se pravi zdaj v letu 2025, in seveda s tem tudi damo možnost, da ustvarimo neke vrste koncentrat, ker je potem en dan, en mesec. In to pomeni, da mi vsak dan zavestno kreiramo, kaj želimo v naslednjem letu. A je prav, da smo pozorni tudi na odnose v tem času, na čutenja, skratka na dogajanje okrog nas? Absolutno vse, kar se v tistem
času oziroma v tistem dnevu dogaja, je to, zaradi tega se temu reče posvečen čas. Ker je posvečen čas sebi, hkrati je pa to posvečen čas v smislu, da je to res poseben čas, se pravi, ker so vse energije podporne in to pomeni, da takrat te celo stvarstvo pravzaprav podpre k temu, da ti nekaj iz tega narediš. In to pomeni, da če si pa ti še zavestno prisoten in rečeš, evo, jaz sem pa zdaj res pri stvari, pomeni, da ti res zavestno skreiraš. Mi dve bi lahko še in še klepetali, ampak časa nama zmanjkuje, zato čisto na hitro. Zakaj čas zdravljenja, kako lahko krepimo svoje telo? Glede na to, da smo povedali, da je v času Božiča, se pravi ta božični plan, ki je pravzaprav vsako leto na enak način tradicionalen, lahko potem seveda od 21. do 31. imamo pač ta cikl odpuščanja. Znotraj teh obeh ciklov odpuščanja in manifestacije imamo pa še tretji, to je cikl zdravljenja, ki je povezan z ozvezdjem, začne se v bistvu z 24. decembrom in se seveda konča potem do 3. In to je ta simbolika 12 ozvezdij, ki nam seveda pomaga opolnomočiti organe, se pravi vse organe v našem telesu in s tem v bistvu, ko delamo pač podporo vsakemu organu, ali je to pitje čaja, ali je to mazanje a pač je v načrtu točno določeno, s tem mi podpremo in s tem nekako postavimo neko trdno smernico za našo dobro, vitalno energijo v naslednjem letu. Zakaj je to pomembno? Ker bo leto pretresov, kot ste mi uspeli zaupati med glasbeno pauzo? Leto pretresov, leto reseta, se pravi, to pomeni tako na kolektivni ravni, kot tudi na osebni ravni, tako da vsi tisti, ki se nekako srečujete z nekimi prekretnicami, prelomnicami, bo seveda to izjemno naporno, tudi bom rekla stresno leto in zato pač rabimo dobro, močno posodo, da se bo pač ta naša duša lahko revitalizirala, preoblikovala, in to pomeni, da moramo imeti pač dober imunski sistem, telo, bom rekla, pripravljeno na vse, kar se bo pač dogajalo v naših življenjih, zato je pač dobro, da se pač podkrepimo. Ampak ni to namen vzbuditi nek strah, pač pa ozavestiti, da smo kreatorji, da lahko že danes nekaj naredimo, da nam bo jutri lepo. Tako, to pomeni, da pač mi zavestno pripravimo, se pravi, da tudi leto, ki je pred nami, je seveda leto, ki je tudi leto velikih priložnosti, ampak to pomeni, da je pomembno, da smo mi spet zavestno prisotni, da plavamo s tokom, ampak vseeno, da pripnemo varnostni pas, se pravi, da pač smo pozorni, da vse spremembe, ki prihajajo, da, bom rekla, ne vzamemo to kot neko tragedijo, ampak v bistvu kot možnost, da nekako preusmerimo svojo pozornost ali pa svoje korake v življenju k nečem, kar nas bolj podpira in bolj izpolnjuje. Kaj je tista največja šola za človeštvo mogoče v tem času? Sočutje. Definitivno sočutje je zdaj tista tudi ena izmed vrednot, ki nekako je izvzeta, ni več tega sočutenja do človeka, do živali, do narave, v bistvu smo ratali kot neki roboti, trdni in mislim, da je to sočutje tista vrlina in prijaznost, ki lahko, bom rekla, sta neki dve vrlini kot popotnici v leto močnega prehoda. Najprej sočutje do samega sebe, morda? Absolutno. Vse izhaja iz sebe, kar rečemo, vse se kreira doma, zato smo tudi doma tisti, kar rečemo, moramo dom spoštovati, postavljati močne korenine, ohranjati ta del tradicije, navad, ritualov, da potem od tega, kar rečemo, kar delaš doma, delaš potem tudi drugje, ali pa kako imaš odnos do sebe, tako imaš potem tudi odnos do drugih, da nekako te vrline, vrednote, ki jih ustvarjamo v tem svetemu prostoru doma, prenašamo potem tudi v svet. Se pravi, vse se začne doma potem takem. Tako. Pri sebi. Tako. Šana Flogi, hvala, ker ste prišli in bili z nami v tem skoraj že adventnem času s številnimi napotki, ki nam bodo, prepričana sem, prav prišli. Vse dobro še naprej in upam, da še kdaj na slišanje in na svidenje. Najlepša hvala za povabilo. Radio Robin.